zmeraj si bila večja kot vse, kar nama je življenje dalo. Kakšen dan se mi zdi, da dojenček sem, ki ga še vedno štorklja nosi. Preko more, preko Drave, prek Save vse do morja, morda še preko oceana, od Civelke do neba. Preko more, preko Drave, prek Save vse do morja, morda še preko oceana, od Civelke do neba. Lahko bi bila idealen par, stolčko na klopi v parku in jumping jack flash, ki si njega da, šel zlato skakuje v taktu. Zadnji avgust, poletje je šlo, siva te naredi še lepšo. Zakaj sem vaš voditelj? Lažem nisem, sem samo bralec. Veliko je bilo govora o tem, ali naj pridemo trenerki. Nasprotna stran mi je zaželela, naj imam na glavi štrikano kapo s cofom. Cenjeni gostje, predrage dame, častni gost Jean-Pierre Pelink, predsednik Svetovne federacije investitorjev in častni generalni sekretar Evropskega združenja delničarjev. Na oder zdaj vabim magistra Kristjana Verbiča, predsednika, ki bo spregovoril, upajmo, samo nekaj besed. Spoštovane, spoštovani, zelo me veseli, da ste se odzvali na naše vabilo. Odločili smo se, da bomo tokrat pripravili sprejem na ljubljanskem Nebotičniku, ob katerem bomo prvič podelili tudi nagrade za delničarjem najbolj prijazno družbo in pa nagrado za drzne borzne korake. No, na vsak način, jaz bi rad bil krajši, kot je bil Sašo v nagovoru. Vesel sem, da je uspešno Vseslovensko združenje malih delničarjev vstopilo v 7. leto svojega delovanja. Vkolikor še niste, si pridobite še svež, topu prelet zadnjih 2 let vseh aktivnosti, ki smo jih v tem času upravili in so se nam zdele omembe vredne, seveda vsega ne bi mogli spraviti v takšno edicijo. Predvsem pa bi rad izkoristil to priložnost, zato da se zahvalim tudi vam. Prepričan sem, da smo v tem času uspeli z aktivnostmi našega združenja popeljati njegovo politiko, njegov odnos do delničarstva v Sloveniji in širše v konstruktivno smer, z željo po izrazitem delovanju tudi v mednarodnem prostoru in tisti pomoči, ki je slovensko gospodarstvo, ekonomija in seveda gospodarski subjekti ter druge institucije pri tem zaslužijo in lahko uživajo, glede na to, da smo v mednarodnih organizacijah pripoznani kot dejavni, uspešni, kredibilni akterji. Tudi pri vseh subjektih v Republiki Sloveniji smo v tem času uspeli, jaz sem prepričan, vzpostaviti takšen odnos, takšno razumevanje. Naj si gre za zakonodajne postopke, naj si gre za skupščine delniških družb, naj si gre za postopke pred sodišči in ne nazadnje za mednarodne aktivnosti, pri katerih bi želel izpostaviti in izkoristiti to priložnost, predvsem zato, da vas opozorim in najavim zopet stvar, ki je sila pozitivna, ima lahko izjemne učinke, pa žal ni bila doslej dovolj pripoznana. V prihodnjem letu namreč pripravljamo največje srečanje v svetovnem merilu predstavnikov investitorjev
in to v Republiki Sloveniji, skupaj s Svetovno federacijo investitorjev, z Evropskim združenjem delničarjev, z Evropsko federacijo investitorjev, skratka z edinimi organizacijami, ki v svetovnem merilu na tem področju delujejo. Blizu 100 predstavnikov prihodnje leto pričakujemo v Ljubljani, izjemna priložnost, za katero želim, da bi jo znali izkoristiti ne samo slovenske družbe, gospodarski subjekti, ampak vsaj tisti, ki so prisotni v regiji jugovzhodne Evrope in ne nazadnje to izkoristiti tudi za priložnost, da se subjekti v Republiki Sloveniji pričnejo med seboj povezovati in sodelovati na tem področju. Zato vas vabim, da ob tem, ko bo tudi predsednik Svetovne federacije investitorjev najavil uradno ta dogodek, ustrezno v prihodnje sodelujete, se vključite v ta prizadevanja, izkoristite priložnost, ki jo takšno srečanje predstavlja in pomeni za slovenski prostor. Hvala pa sodelavcem seveda še enkrat za pomoč in za tisto, kar so prispevali v teh letih k uspehom združenja. Vsak si želi, da preživi svoj čas, korektno, kar se da. Čim več stoji ubrano in na glas, z nasmehom se za dva, brez bolečine, brez ponižanja, tesno me pride se zdani. Brez prepogostega zatiskanja oči. Kot ste že slišali, nas je obiskal generalni sekretar Evropskega združenja delničarjev, ki se je ob tem udeležil tudi obeh letošnjih investitorskih sejmov v Sloveniji, medtem ko se nam je tokrat pridružil častni gost dr. Jean-Pierre Palink, predsednik Svetovne federacije investitorjev in dolgoletni častni generalni sekretar Evropskega združenja delničarjev in Združenja evropskih borz. Zdaj ga vabim na oder. I am extremely proud and happy to be able to cooperate with perhaps the most dynamic national association of investors. The team that Christian Verbic is leading is a fantastic team. Small team, but very efficient. With Sarah Kaszek, who joined the team and who is certainly a very, very strong asset to the organization. Thanks to Christian Verbic, we will have a very special joint meeting next September in Ljubljana of Euro investors, of Euro shareholders, of the World Federation of Investors Corporations, and perhaps other parties that would come to joint strategies in favor of the economy and in favor of companies. So there are two ways in which companies can benefit from this cooperation. The first way is to take advantage of the international presence of VZMD, because they are everywhere. They are in Brazil. Christian is going to Paris. Christian is going to Warsaw. He is encouraging multilisting. And that's a way that companies have to follow. There's another reason why, in fact, companies are so happy to be supported. That is that the whole organization is favoring corporate governance. So I would say there are two ways. The first way is, in fact, to be known internationally, because companies must raise funds internationally. And the other way is to respect the investors, small and big, because when companies have not listened to the investors, they have often chosen the wrong way. We have examples in Belgium whereby absolutely the government and the top management of a large bank refused to listen to the organized shareholders, and they have made a major mistake
that will cost a lot to the country. So I like very much to mention that it is with competence and effectiveness that this organization has been able to work in favor of companies, in favor of investors, and in favor of their economy. Christian, thank you very much for the work you have done with your team. And I must say that we all at Euroshareholders are proud to have you as a major member and as a board member. Letos bo VZMD kot član Evropskega združenja delničarjev prvič v zgodovini Slovenije podelil težko pričakovani nagradi delničarjem prijazna družba in smeli borzni koraki. Podelila jo bosta častni gost dr. Jean-Pierre Pelink in predsednik magister Kristjan Verbič. S plaketo Jata ptic bo nagrajena družba prejela tudi Martina Krpana, bronast kipec akademskega kiparja Petra Černeta. Nagrado delničarjem prijazna družba prejme družba Mercator. Mercator je prva družba, ki je na predlog Združenja malih delničarjev pri upravljanju družbe zagotovila, da je v nadzornem svetu ustrezno zastopan tudi segment lastniške strukture malih delničarjev. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. V Mercatorju smo zelo veseli nagrade, ki smo jo danes prejeli. Ta nagrada bo zagotovo zaveza, da bomo odprta in transparentna javna delniška družba tudi v bodoče. Ob tem pa seveda bi se rad zahvalil tudi VZMD-ju za vse njihova prizadevanja in aktivnosti na področju delovanja in ščitenja pravic malih delničarjev, ki so, kot sem rekel, en pomemben del segmenta vsakega kapitalskega trga. Nagrada za prihodnje leto, bronasta skulptura akademskega kiparja Intiharja, pa že čaka. Zdelo bi se mi primerno, da se že od tega trenutka naprej družbe na Slovenskem pričnejo truditi, da bi, tako kot za letošnje leto Mercator, prejme v prihodnem letu nagrado delničarjem prijazna družba, ki ni zgolj nagrada našega združenja, pač pa Evropskega združenja delničarjev, skladna standardi, ki jih ima to združenje za podelitev tovrstne nagrade. Torej, tekma se pričenja zdaj. No, zdaj je čas za drugo nagrado Smeli borzni koraki polet, unikatna skulptura steklarne Rogaška, ki jo prejme družba Nova kreditna banka Maribor. Prosim gospoda Matjaža Kovačiča, predsednika uprave, da prevzame nagrado. Spoštovane dame in gospodje, NKBM je trdna banka z dobrim ustrojem, tako da želim mojim prihajajočim naslednikom veliko uspeha pri vodenju te banke, seveda in še veliko dopoglednih nagrad v bodoče. Hvala lepa. Bilo mesto tonilo je ora, zdaj spiše vsak lojalen rojak, a zmeraj se jih najde ene pa. Ta nagrada nam predvsem pomeni spodbudo za naprej, kajti to je potrditev, da tudi mali delničarji spoštujejo zbiranje kapitala na mednarodnih trgih in kotacijo na večjih borzah, kar je zagotovo potrditev, da je bila odločitev NKBM, da zbere kapital z kotacijo na varšavski borzi, pravilna. I think it is a really very great event that I attend here. I'm representative of the Bulgarian embassy. I'm head of the Trade and Economic Office, and I really felt the atmosphere, the spirit of the investment environment. Ja, videl sem priznanja, mislim, da so dobili ta pravi roke in to je včasih najpomembnejše.
še kaj da. Včasih nas premaga noč in vsak ta drug bi rad preizkusil moč.